Dober večer. Pozdravljeni na novinarski konferenciji slovenske nogometne reprezentance po tekmi Slovenija-Ciper, ki se je končala z rezultatom 1-1. Z mano je selektor Tomaž Kavčič. Tomaž, prve misli po današnji tekmi. Škoda, da nismo zmagali, da bi čestitev šankom za borbo, za trud, ki so dan nosice in zahvalo publiki za podporo celote. Imamo kaj medijev iz kaj ciprskih novinarjev? Ok, potem pa gremo kar na vaše vprašanje. Počakajte na mikrofon. Ni nobenega vprašanja? Zdravljeni, to se rekta, ne Mitrović ekipa. 4 tekme, 1 točka, 1 mršava točka proti Cipru. Boste ponudili odstop ali še vedno trajate, da ste na pravi poti? Ja vam prej števil 10. Ne me sprašujete. Vsaki dan poslušam to. Jaz mislim, da smo na pravi poti, ekipa se pomajuje, druga pa na drugih. Lepo zdrav, gospod selektor. Rekli ste na pravi poti, s čim ste bili danes zadovoljni? Mi smo šli v tekmo tako, kot je treba. Prej ste govorili, da nekaj šans nismo prišli. Zdaj smo imeli 3-4 šanse, nismo zabili. Zdaj ne praktično nikoli smo dobili gol, ker se nam veliko ponavlja, preko gosto, kar treba popraviti. Drug počas smo probali, to je vse posebno. Da niso hoteli ne govoriti. Zadaj. Selektor, dobro večer, Andrej Mitrović ekipa. A smo zdaj kot država, kot nogomet na točki, na kateri moramo biti veseli, remija s Ciprom po 3 porazih, kam smo se prišli, do katere, kako bi vi opisali situacijo, kako moramo dojeti ta remi, ker se mi zdi, da je pa mogoče že kar nekako prevladala atmosfera, da moramo biti s njega zadovoljni, kar smo danes dobili. Hvala. Se lahko prosim držimo malo vprašanje? Ne, v redu vprašanje, ne. Korektno. Jaz bi govoril tako, da če pogledamo samo rezultat s Ciprom, sigurno da ne. Mi kotiramo iščemo, boljše igrače vse. Če pa jaz gledam, da s kompleks vemo vse probleme, ki jih imamo, ki igramo, izgleda stvar drugačna, sam ne pa dobra. Nisem to rekel. Deleč od tega, pa da je zdaj remis s Ciprom vsi. Hvala. Želel sem samo reči, da bomo postavljati vprašanja, prosim. Ne je bilo v redu. Ne je bilo vprašanje. Ne, v redu. Nisem hotel vas prej vprašati, zdaj, ko ste obe tekmi mimo, vas je Kevin Campbell pustil na cedilu, potem, ko ste bili pripravljeni marsikaj za njega narediti? Ne, ni me pustil. Jaz bom na težavni cajt, da se dobite z mano na kavi, bom pokazal izporočila in kaj je povedal in dobite tudi medicinske izvide. Je pa to malo daljša stvar, da bi to zdaj razgledali. Mene zanima, ali slovenska reprezentanca nimamo nobenega napadalca, ki bi znal gol dati? Ja. Da vam spet rekel, da je treba delati na tem. Ker nismo prišli v šanse, da smo prišli nekaj šanse. Ker še dan, da bi dobili. Pa kje naj? V klubih delajo ali v reprezentanci? To se jaz znam gledati, da imamo 2-3 treninga. Vse v klubih zabije. Ne, da ne. Prijem šporat, pa da ne vem, problem s telefonom. Gospod selektor, kaj vam je danes dal Josip Iličić, oziroma kaj je njegove izključitve, kako da ocenjujete, oziroma kaj bi rekli za njih? Da bom jaz zdaj govoril o njegovi izključitvi, se bom začel govoriti o Sloveniji, ki smo jih imeli na vseh tekmah, ki v nekih nikoli nisem govoril. On je bil izključen za 2 favla. Za 2 favla in šel na 2 favla. Prvi je bil v prvi minuti, in je tekel koga zvela pol, zdaj ta, ok. Sigurno da je handicap. Zdaj pa sam Iličić. Jaz nisem nikdar dvomil v njega, ne. Res ne.
Poznam dolg, sem zdaj še dozorel, kaže svoj karakter in željo in tudi vidi, kaj se tle dogaja. Vidi neko vizijo. Glede same njega, jaz igralci ne govorim, same pozitivne. A to ne, zdaj, tam ne, znam za to. Kaj je igral za boliti, malo ni za 20 vedli, za me. Res nekaj. Pozitivno, ja. Res. On je riskiral, mogoče nastopil v talanti, probleme v talanti. Dobro, oni so ga dolžni pustiti. Tam ne rado. Tudi tle se je ponašal. Selektor 3 zaporedne tekme zmenjavo na polčasu v 45 minutah. Vas igralci, ki jih pošljete na igrišče, razočarajo oziroma ne izpolnijo vaših pričakovanj za upanj, ali vi s tem nekako priznavate napako pri izbiri začetne enajsterice? Pa ne, ne priznavam napako, sem stvari tečejo malo drugače, kot si zamislil, nisem tle, gledam se nogomet. Na višjih ne vodi, če enkrat se menam, ne. Zdaj, ne vem, mi smo hoteli dobiti z Iličičem, ne z Iličičem, za to zanima, z Rvičevičem, on res ni najhitrejši igral, smo pa zelo hitro žogo, najhitrejši prehod, pa da hitreje, ker oni so dosti defenzivno, hitrejše obračanje strani. Ne. In s tem, da jo je tako dosti vleče na eno stran, ne. Smo ga dali tam pa Zajca na to pozicijo, ki je naprej. Prav Zajc lahko igra tudi tega box, igra enega defenzivca. To je lahko igra. Samo te nekaj vedeti za Zajca, da je on igralec, ki prihaja. On ni še formiran igralec, pa velika perspektiva Slovenije. Ima tudi neko liderstvo v sebi, je zelo inteligentni. In to je igralec, ki prihaja. Tako da je tudi do nihani. Je pa sigurno velika perspektiva. In če on ne bi zdaj začel dobivati šanso, ne vem, da je bil. Ja, sem situacija prejela s temi, da. Kot ste rekli, da bi lahko imel Jojo težave v Atalanti, ko se bo vrnil. Kaj pa to njegovo igranje, ta njegova borba, ta njegov nastop poroča, recimo Jan Oblak, kot je na kampu in ostali, ki so izpovedali? Jaz, Jan Oblak, mislim, da je bilo dosti rečeno, tako niso ustvarili svoje mnenje. Kaj vsem vam to sporoča? Kaj vsem vam to sporoča? Ja, sam manj šteje, če mi rečemo. Kot ne, govorim, kaj vam vsem, ali pa publiki to sporoča. Ne vem, komu ne bi. Ali kaj? Kakšno vprašanje? Ko smo ravno pri teh vprašanjih, lahko več poveste o tem, kako se pogovarjate s klubi glede igralcev, načelno so seveda dolžni spustiti, ampak predstavljeno tudi veliko pritiskov z njihove strani, če lahko več o tem poveste. Kako potekajo ta pogajanja? Jaz razgovore s klubi nimam, ne. Jaz sem z igralci. Imamo pol zveza, oni vrhunči igralci poškodan, nas zaprosim. Ja, ne, znamo pošle nekaj. Točno primer Kampl, ne. Temperaturo, ne, če vrati, kaj si se omen, da bi lepo. Ja vam povem še zdaj, Kampl, on ni cel teden ni igral tam Rozenburg, kaj se pravi. In je sam petek treniral, in se bo to dobro, počel se mi reče in na fuziji, in ne sem bil tam na fuziji. Če se Jojo ne bi čutil, da pride, da mu to v karieri, ne vem kaj, ko bo prišel v meni, ko bomo če bolj rabili, čeprav smo zdaj rabili enega, tle, si ga tudi razumeli, da ne laže. Je pa res, da bi v drug stran bi mogel vsak priti, da ne ne. Na zaupanje. Tudi Šporar je za njega, on je že z Bratislave to sporočilo, pa so govorila, da če ne bo igral v nedeljo, da bi mi neš, da on bo stisnil tako, da je imel probleme
za doktorjem, jih ima še zdaj isto. On bi lahko tudi videl. Verba je tudi velika. Naslednje vprašanje. Selektora, je zgodba z Janom Oblakom za vas zaključena v tem koledarskem letu ali ga boste novembra morda vendarle prosili, da pride, da ga pregledajo reprezentančni zdravniki? Koga da ti prosim? Ali To je pa reprezentanca, zahtevali? ej. To je reprezentanca, koga da prosim? A se hod zaradi mene, zaradi česa se hod? S tem, da Jan Obrok nisem jaz povedal. A da ga reprezentanca rabi, ga rabi. Obrat je tako, ne? Mi se rad pogovorim, ne vem. Tako. Tudi okoli teh petih, ki sem jim obljubil, kjeri sem. Petih. En je tudi ojo, ali bi mogoče, da bi vam rekel, Valček Obrok. Ja ne, čakajte me. Pa ne čez Jana Oblaka, okej se. Vanta bo znam 16 let pa pol. Je brano mladi. Ja, ne verim. To mora sedem kurat. Pojem prav ljude do benega. Nič sem kaj rekel, dok mi prsta tista izjavila. Nič sem kaj rekel s tem. Sem poslušal. Pa še skos pravi. In tanca da rad. Sprašati nekaj v drugi besedi na ovo. Kako do obstanka potrebne so 4 točke v dveh tekmah, minimalno? Glejte. Ali je to sploh cilj? Tekma do tekme. A čujete, cilj je bil tudi, da smo prvi. Ne? Če nimaš cilja v eni, ta Liga narodov, ta naša grupa je primerljiva. Ne? Zdaj, kaj je pa glavni cilj, sem vam pa povedal. Ne? Da smo pravi domaci. Ne pravim, da bomo pravi čez 2 leti. So milenice. A ja, še en primer, proti Norvežanom. Zdravo enega, ki ima 30 tekem igra, zadnji gleznega en, ki ima 15 minut, noter gre pa en, ki nima tekme. V špici igra en, ki ima 3 tekme, na desni strani ga en, ki ima 2-3 tekme. A ne, ni se to videlo. Videl sem. Ok, hvala lepa. Ne, Še vprašanje tiče. Zdaj sprbejmo. Še kakšno? Ni dobenega problema. Vidim, da mi je selektor vse povedal. Ne, se rekel. A, da ni dobro, ni. Hvala Bogu, da ni dobro. A zdaj mi zdaj učenci si vidijo nekaj, ne,